Dragi gledalke, dragi gledalci, dragi poslušalke, dragi poslušalci in seveda tudi vsi tisti, ki se v tej binarni razporeditvi ne najdete, dobrodošli v naši oddaji ali podcastu v ambulanti Dr. Orwell. Moje ime je Rok Orwell, sem zdravnik, pediater, gastroenterolog, predstojnik kliničnega oddelka za gastroenterologijo na pediatrični kliniki, profesor na medicinski fakulteti in pa direktor Inštituta za probiotike in funkcionalno hrano ter medikomedije. V tej naši oddaji gostim svoje kolege, zdravnike in druge strokovnjake z različnih področij zdravstva. In vesel sem, da lahko danes pozdravim tukaj mojo dobro prijateljico, velikansko strokovnjakinjo, zdravnico, internistko, onkologinjo, profesorico, doktorico Janjo Ocvirk. Janja, dober dan. Dober dan. Zdaj, govorila bova seveda o raku. Ti si onkologinja, ukvarjaš se z rakom, ampak rak, maligne bolezni, to je zelo širok pojem. Ne? Vsi vemo, da so te bolezni hude, nevarne, da od njih lahko tudi umremo, da so to lahko včasih, kot rečemo, solidni tumori, to se pravi neke gmote, včasih neki limfomi, levkemije, ki pravzaprav zajamejo lahko neke krvotvorne ali kakorkoli celice, in da lahko raki prizadanejo praktično vsak organ, vsako tkivo. Ne? Kaj bi pa ti kot onkologinja rekla, kaj pa je vsem rakom skupnega, kaj v bistvu definira bolezen kot rak in kakšne so značilnosti raka kot takega? Ja, beseda rak zajema več kot 100 različnih diagnoz in govorimo o zelo veliki raznolikosti. Ko govorimo o raku, govorimo predvsem o malignih bolezni, ne o benignih, in vsem tem je skupno, da imamo celico, ki je nepravilna, ki se lahko spremeni zaradi tega, ker je v njej nekaj sprememb v genskem materialu. Ta celica lahko postane nesmrtna, lahko se neomejeno deli in seveda iz ene celice jih je potencialno več, nastane neka bula ali tumor in pri krvnih rakih seveda niti to ne, ker so te celice v krvi ne tvorijo bule in potem te celice se lahko širijo tudi po telesu, če jih ne odstranimo in seveda delajo zasevke. Ali metastaze, ne? Tako. Zdaj, nekatere vrste raka so razmeroma pogoste bolezni. Za marsikaterim rakom zbolevajo predvsem starejši ljudje. Včasih, nekateri so značili za mlade ljudi, celo za otroško obdobje. Ne? Če pa splošiva, kakšna je pa možnost skozi celo življenjsko obdobje, da nekdo od nas zboli za rakom in ne nazadnje, kakšna je verjetnost, da bomo zaradi raka umrli? Ja, trenutno vsako leto zaradi raka zboli več kot 17,000 Slovencev, nekaj več kot 6,000 jih vsako leto umre, več kot 121,000 jih živi z rakom, kar je lep podatek, da seveda to tudi ni vedno samo smrtna stvar. Da pa bomo do 75. leta zboleli za rakom, bo to vsak drugi moški in vsaka tretja ženska. In kakšen procent na splošno, seveda ne govorimo zdaj o posamezni vrsti raka, je pa, da rečemo, verjetnost, da umremo zaradi raka? Ja, vsako leto jih umre 6,000 in še nekaj v Sloveniji 6,000, to se pravi pa približno vsak tretji, četrti, ki umre zaradi raka. Ja, na drugem mestu je rak, še vedno so kardiovaskularne, na prvem mestu. Katere vrste raka so pa najbolj pogoste? Najbolj pogosti so kožni nemelanomski raki, rak pljuč, prostate, dojka in pa rak debelega črevesa in danke. To je 5 najpogostejših rakov pri nas. Pa se to pogostnost posameznih rakov kaj spreminja? Eni postajajo manj pogosti, drugi postajajo bolj pogosti? Incidenca vseh teh rakov močno narašča razen raka debelega črevesa in danke. Rak debelega črevesa in danke je zaradi presejalnega programa seveda incidenca v tistem prvem obratu nekoliko zrasla, potem mu je padla in se je znižala.
Je pa tukaj zdaj drug problem, da nam pa raste število mlajših bolnikov, tistih, ki jih ta presejalni program ne zajame in so mlajši od 50 let. To se nam je po zadnjih 6 letih praktično podvojilo število teh mladih bolnikov. Ne, jaz sem tukaj, seveda ena stvar, s katere se mi seveda nekaj naučimo, je zgodna prepoznava, v tem primeru v glavnem prekanceroznih sprememb, se pravi nekih adenomatoznih polipov, ne, in seveda njihovo odstranitev, in pa zgodna prepoznava rakov na neki začetni stopni, ko je pravzaprav njihova ozdravljivost odlična, ne, je verjetno to, kar si zdaj povedala pri črevesnem raku, ključno. Ne? Pri črevesnem raku, v bistvu ta presejalni program je presejalni program, kjer mi lahko pravzaprav prekanceroze odstranjujemo. Polipi so lahko prekanceroze. Večina raka črevesja vznikne iz polipov, ni pa vsak polip tisti, ki bo naredil raka. Samo nekaj procentov polipov, 5, največ 10 jih lahko gre v raka in seveda, če to odstranjujemo, potem ljudje nimajo raka in tako se je tukaj incidenca zmanjšala. Kaj pa drugi presejalni programi? Mi vemo, zdaj si govorila o tako imenovanem programu Svet. Potem pa poznamo še Doro in Zoro. Doro, seveda. To sta presejalna programa, ki lahko odkrivata zelo zgodne oblike raka, začetne oblike raka, tudi v Dori. In bolj je rak odkrit v začetni obliki, tem boljši so izhodi. Bolj je dejansko ozdravljiv, ne, če rečemo po domače. V začetnih oblikah je ozdravljiv. Ok, zdaj greva pa k večnemu vprašanju, ne? Zakaj se rak pojavi? Ne? Vsi poznamo številne, da rečemo dejavnike tveganja, ne vem, kajenje, nezdrava prehrana, pomanjkanje gibanja, debelost, prekomerno uživanje alkohola, izpostavljenost kancerogenom v okolju, recimo različnim kemikalijam, ne vem, azbest je tak, zelo proslu, ne? Potem tudi nekatere kronične okužbe, ne? Če mi vzamemo recimo sploh papiloma virus in rak materničnega vratu, ampak predstavljam si, da se pač te škodljivosti, ki jih ti dejavniki predstavljajo, kopičijo v nas, v naših celicah, da rečemo preko življenja in zato tudi rak bistveno pogostejši pri starejših ljudeh, ki so pravzaprav te škodljivosti že dolgo delovali na nas. Ne? Ampak vendarle določene vrste raka, ne, se pa izrazito pojavljajo pri mladih, celo otrocih, ne, ko bi rekel po domače, najbrž še niso imeli te zunanji škodljivi dejavniki prav veliko časa, da bi kakšno škodo naredili. Ne? Kakšno vlogo ima pa pri raku genetika? To se pravi, koliko se pa to, a bomo mi zboleli ali ne, deduje? 5 do 10% rakov je dednih. Kaj se deduje? Zdaj, če govorimo o zarodnih mutacijah, to pomeni, da nekdo to mutacijo že prinese na svet. In jo je dobil z rojstvom v svojih kromosomih, kar pomeni, da to ne pomeni vedno, da bo zbolel za rakom otroštva, ampak to pomeni, da ima večjo možnost. Zato, ker če govorimo, da se rakaste celice spreminjajo s številnimi mutacijami, če nekdo pač to že ima, in še nekaj drugih mutacij pride, to ima veliko večjo verjetnost. Pri nekaterih mutacijah je verjetnost, da bo nekdo zbolel za rakom zelo visoka, tudi samo ob eni, pri nekaterih pa rabimo več različnih dogodkov in tudi če imajo to mutacijo, ne bojo vsi zboleli. Imamo pa številne mutacije, ki jih zdaj poznamo, zato imamo tudi gensko svetovanje, poznamo družine, kjer ima to breme zelo veliko in tam, kjer je breme veliko, so tudi posebni programi spremljave teh bolnikov, kar se jim priporoča, kako jih je treba spremljati, s kakšnimi, da to preprečimo. Včasih se celo odstranjuje, priporoča kakšna odstranitev, dokler pride do raka. Znam primer odstranitev dojk pri Angelini Jolie, ne? Preventivna odstranitev. Preventivno, ja. Je bilo veliko prahu vzdignila. Ja, tak je lahko rak dojke, jajčnikov, poznamo tudi neke spremembe, ki lahko pripeljejo do raka želodca. Vemo vsi, da familiarna polipoza lahko pripelje do raka debelega črevesja in danka, kjer se tudi pri mladih odraslih priporoča odstranitev celega debelega črevesja. In to so postopki, ki potem preprečijo nastanek takega raka, tam, ker vemo, da je
Verjetnost ogromna. Verjetnost zelo visoka. Dobro, zdaj gremo pa mi dva malo še k zdravljenju raka. Ne? Vemo, da se je terapija raka zelo spremenila v zadnjih nekaj desetletjih. Vemo, da je uspešnost bistveno boljša, kot je bila včasih. Ampak zanimivo je pa tudi to, da se je čisto, bom rekel, osnoven princip zdravljenja. Ne? Mi smo delali en kongres pred, mislim, da lansko leto, ne? In meni je bilo najbolj fascinantno v bistvu ena prispodoba kolega kirurga, ki je rekel, ja, ko sem jaz začel delati kot kirurg, je bila kirurgija zmeraj na prvem mestu. Kirurgi smo poskušali tumor globoko v zdravo izrezati, odstraniti in potem je pravzaprav prišla na vrsto kemoterapija, radioterapija za uničiti tisto, kar je še notri ostalo, morda zasevke in tako naprej. Ne? Se mi zdi, da zdaj se je pa ta paradigma kar precej spremenila, ne? Ja, kirurgija je bila dolgo časa temeljni način zdravljenja in vse je bilo treba izrezati, razen pri hematoloških malignostih. To se je močno spremenilo. Tudi te velike radikalne kirurgije so po svojem obsegu manjše. Zakaj? Zato, ker so ostali načini zdravljenja bolj učinkoviti, kot so bili nekoč. Mi govorimo o multimodalnih zdravljenjih in seveda o kombinaciji večjih različnih načinov zdravljenja in o nizanju zaporedja različnih zdravljenj. Če smo včasih res začeli najprej s kirurgijo in potem dodajali druge načine zdravljenja, zdaj pri morda malo bolj napredovalih, ne tistih najbolj začetnih majhnih tumorjih, začenjamo z različnimi načini preoperativnega zdravljenja, to je lahko sistemsko zdravljenje, kjer zdravimo s kemoterapijo, tarčnimi zdravili, imunoterapijo ali kombinacijo karkoli od tega, odvisno od vrste raka molekularnih označevalcev, ali pa tudi z kombinacijo sistemskega zdravljenja z radioterapijo ali samo radioterapijo in potem, če je potrebno, včasih tudi ni potrebno in tudi s tem zdravljenjem celo dosežemo kompletno izginotje raka, niti ne operiramo ali pa operiramo, se operira bolnike z manjšim operativnim posegom, ki je manj mutilanten in po potrebi po operaciji ponovno dodajamo različne terapije zdravljenja. Tako da običajno vsakem bolniku za njega posebej, glede na njegovo vrsto raka, razširjenost, molekularne označevalce, naredimo tako rekoč individualni načrt zdravljenja. Se pravi personaliziran. Kot se danes lepo reče, načrt zdravljenja. Zdaj, ti si internistka, ne? Se pravi, tvoje področje je zdravljenje z zdravili, s kemoterapijo, z imunoterapijo, z biološkimi zdravili. Zdaj, mogoče bi bilo zanimivo slišati, kakšna je v osnovi razlika, ko govorimo o kemoterapiji, ko govorimo o imunoterapiji. Oboje so zdravila. Ja, vse to so zdravila, običajno večino tega dajemo venozno v žile. Kemoterapija je uničevanje rakastih celic, s tem, da jih uničujemo največkrat nekje v fazi njihove delitve. Poznamo tudi neke kemoterapevtike, ki vplivajo pač na celico izven teh ciklov, ampak večinoma takrat, ko se celica želi deliti, jo ustavimo nekje in gre potem v odmrtje. Skratka, kemoterapija deluje predvsem na maligne celice, ki se hitro delijo, s tem pa lahko deluje tudi na zdrave celice, ki se hitro delijo in od tod izhajajo tudi neželeni učinki, kot je zmanjšanje belih krvnih celic, možnost okužb in tako dalje. Črevesne komplikacije, kot vemo, črevesne celice se, približno enkrat na teden obrnejo, ne? Tako, vse sluznice, ne samo črevesna, pa tudi koža in tako dalje. Imunoterapija pa deluje na naš imunski sistem. Z imunoterapijo mi direktno spodbujamo naš imunski sistem, lasten človeku, da se bori proti malignim celicam. Se pravi, da prepozna te maligne celice, ki so seveda zelo prebrisane in se znajo skriti, in da potem jih označi in potem tudi uniči. Skratka, tisto, kar se načeloma dogaja v našem telesu, pa lahko rakaste celice zaobidejo, mi ponovno stimuliramo in to počnemo z zdravili, ki sodijo v skupino imunoterapije.
Potem imamo pa še eno veliko skupino tarčne terapije, ki se je uveljavila v obdobju med kemoterapijo in imunoterapijo, oziroma tukaj so tudi biološka zdravila druga, kjer pa delujemo na neko tarčo, ki je v celici, manj na zdrave celice, pa kljub vsemu tudi ta imajo svoje neželene učinke, so pa bolj usmerjena na rakaste celice kot sama kemoterapija. Zdaj, vem, da znotraj imunoterapije danes igrajo ključno vlogo tako imenovani blokatorji, ali kako rečete, inhibitorji nadzornih točk, tako imenovani checkpoint inhibitorji. Mogoče samo, da razloživa, kaj so te nadzorne točke, zakaj jih pravzaprav mi želimo inhibirati, to se pravi zavreti ali kakorkoli. Ja, nadzorne točke so mesta, preko katerih se uravnava imunski sistem. Celice imajo na svoji površini receptorje in na te receptorje se lahko povezujejo ligandi, celice se lahko povezujejo tudi ena z drugo. Te nadzorne točke regulirajo preko njih reguliramo imunski sistem. Zdaj, če imunski sistem preveč spodbudimo, poznamo tudi drugo skrajnost, kar pomeni, da imamo avtoimune bolezni, in če ga je premalo oziroma ga lahko rak celo zavira ali inhibira, potem imunski sistem ne prepozna rakastih celic in se maligne celice lahko množijo in bohotijo in seveda delajo še zasevke in tako dalje. In preko teh povezav, ena povezava pomeni inhibicijo, druga povezava pomeni stimulacijo. Mi z inhibitorji nadzornih točk dobesedno onemogočimo to, da rakaste celice zavirajo imunski sistem. Zato, ker to so zdravila, ki so proti telesa, vežejo se na tisto, kar bi pomenilo zaviranje imunskega sistema in preprečijo povezavo, in tako dejansko naše celice, te limfociti, bele celice so aktivne, prepoznajo rakaste celice in seveda grejo v boj z njimi in jih uničijo. Super. Zdaj pa seveda stvar, ki nas zmeraj zanima pri vsakem zdravljenju. Na eni strani učinkovitost. Če te vprašam po domače, kako uspešne so te oblike zdravljenja raka danes? To se pravi, kakšen procent bolnikov, ki jih zdravimo, tako se odzove na tako zdravljenje, da rečemo rak ozdravimo ali vsaj bistveno zazdravimo, drastično vplivamo na možnost večjega razrasta ponovitve tumorja. To je pa odvisno od vrste raka, od razširjenosti določene vrste raka in od uporabljene terapije, ki je lahko seveda kombinacija več različnih načinov. Mi uporabljamo terapijo tudi v tem pooperativnem zdravljenju, in sicer z namenom uničevanja morebitnih mikrozasevkov. Če uporabljamo v tem delu, seveda pomeni to, da toliko večje število bolnikov ni bo nikoli imelo ponovitve in so najverjetneje ozdravljeni. Tukaj so različni načini, kjer imamo skupine od 8 pa tja do 20%, kjer se jim ne bo ponovilo, ampak kljub vsemu že po samih operacijah in ostalim ne. Povsem drugo so pa bolniki, ko že enkrat imajo napredovalo bolezen, tisti, ki so imeli zasevke, so bili pa običajno tisti bolniki, ki jih mi nismo ozdravili s klasičnimi zdravljenji, razen pri kemoterapiji je bila močno uspešna pri nekaterih krvnih oblikah raka in limfomih. Tukaj so se stvari močno spremenile z imunoterapijo in pa tudi s kombinacijami. Zdaj več govorimo o kombinacijah in ne samo o imunoterapiji, ker če je ta že na začetku prihajala sama, jo zdaj kombiniramo. Tako da tudi tisti, ki so imeli neke napredovale oblike raka, kjer so bila včasih preživetja 1-2 leti, so ta veliko daljša. Tako se recimo spremenilo pri melanomu, kjer so bila srednja preživetja, če je bila napredovala oblika manj kot 1 leto. Zdaj pa vemo, da s kombiniranimi načini zdravljenja jih več kot polovica preživi 7 let in še več, pa več kot 30-40% jih gre v neke te dolge zazdravitve brez ponovitev bolezni, kot ena iz oblik rak.
Tako da nekje imunoterapija je pri teh napredovalih oblikah v okoli različno rake, ampak recimo pri eni tretjini saj prinesla te dolgotrajne zazdravitve, verjetno pa bo tega še več, glede na to, da se pojavljajo novi načini zdravljenja, kombinacije zdravljenja, imunoterapije s kemoterapijo, drugih imunoterapij in v pooperativnem zdravljenju seveda še en drug imunski način zdravljenja, to so cepiva, ki tudi že prihajajo skupaj z nekim drugim načinom zdravljenja. Seveda, to je bilo vprašanje o učinkovitosti, uspešnosti, zdaj pa še vprašanje o varnosti oziroma neželenih učinkih. Kaj pa lahko bolniki, ki tako zdravite, pričakuje slabega od takega zdravljenja? Kakšne težave? Vsa zdravljenja imajo neželene učinke. Že navaden paracetamol, če ga vzamete, lahko nekaj naredi, skratka, pa ne nazadnje tudi kdaj kakšna hrana in prehranska dopolnila komu škodijo. Zdravila imajo različne neželene učinke. Če smo kemoterapijo povezovali z padcem belih krvnih celic, pa vplivom na seveda imunski sistem s tem in več okužbami, včasih tudi slabostjo in bruhanjem, danes tega ni več, ker imamo številna zdravila, ki jih seveda lahko dajemo, da to preprečujemo. Je imela tarčna terapija izrazito paleto neželenih učinkov, odvisno od tega, na katero tarčo smo delovali. Imamo pa pri imunoterapiji drugačen profil neželenih učinkov, kajti z imunoterapijo mi stimuliramo imunski sistem in vse, kar se lahko pojavlja, se pojavlja kot tiste bolezni, ki so avtoimune ali ITC. Pojavljajo se spremembe. Ali vnetja, ne? Ali vnetja. Ja. Pojavljajo se lahko spremembe na koži z urtiko, srbečico, lahko pride do driske, do kolitisa, lahko pride do vpliva na delovanje ščitnice, potem imamo pa druge manj pogoste vpliv na pljuča, ledvica in tako nefritis, munitis. Je pa res, da pri imunoterapiji neželeni učinki so pogosti, so pa na srečo zelo nizkih stopenj. Kar pomeni, da pri marsikaterem od teh včasih koža srbi, dodamo neko kremo in lahko mirno nadaljujemo. Tako da povsem drugačni profili so pa možni, seveda v nekaj procentih pa tudi težje neželeni učinki. Tudi taki, da moraš prekiniti. Tudi taki, da seveda prekinjamo in včasih moramo tudi ukiniti zdravljenje in seveda bolnik potrebuje dodatna zdravila za umiritev tega neželenega učinka. Običajno so to v prvi meri kortikosteroidi, razen pri delovanju na ščitnico, ker dodajamo ščitnične hormone. Ne? Zdaj, tu smo zdaj bistveno druge, kot smo bili recimo pred 10-20 leti. Kakšni pa misliš, da bojo ključni koraki v razvoju onkologije, prepoznave zdravljenja rakov v prihodnje? Kje misliš, da bojo ključna področja razvoja napredka? Ja, sigurno bo razvoj šel naprej v spodbujanju imunskega sistema. Nekaj se že kaže s CAR-T celicami, in tako imenovanimi tumor infiltrirajočimi limfociti, kjer seveda mi lahko naredimo in posebne limfocite bolniku lastne za njegov tumor. Cepiva bojo šla dalje. Najverjetneje tam, kjer imamo tako tudi nekaj bo na genski terapiji, se razvija. Zaenkrat nimamo v zdravljenju raka še nobene genske terapije, jo pa čakujemo. Različni načini zdravljenja se bojo med seboj dopolnjevali. Tudi na področju imunoterapije gre razvoj dalje na druge vrste inhibitorjev nadzornih točk, ker vemo, da teh točk je veliko. Zdaj poznamo, registrirana so zdravila, ki delujejo na pravzaprav 4 te parametre in v razvoju je še veliko drugih novih. Hvala ti, Janja, za vse te stvari. Zdaj pa na koncu jaz vsakemu svojemu sogovorniku rečem, kakšna lepa, modra, spodbudna ali pa kakorkoli misel za naše gledalke in gledalce. Najboljša je še vedno preventiva. Torej, zdrav način življenja,
Ma ne to meni. Ne sončenje opoldne, predvsem pa, če imajo težave, naj čim prej obiščejo zdravnika, zato ker seveda, če raka zgodaj odkrijemo, je to povsem ozdravljiva stvar, kar pomeni, da seveda naj se udeležijo tudi vseh presejalnih programov, kamor so povabljeni. Hvala lepa še enkrat, Janja, za ta pogovor. Torej, drage gledalke, dragi gledalci, tole je bil podcast z mojo gostjo, profesorico, doktorico Janjo Ocvirk, onkologinjo, internistko. Hvala, ker ste bili z nami in oglejte si tudi naše ostale podcaste v naši ambulanti Dr. Orlen. Pozdravljeni.